Lepo pozdravljeni. Založba Primus je pred kratkim izdala tudi eno, ne boste verjeli, zelo resno knjigo z naslovom Odraslost je mit. To je pravzaprav strip, ki je celo nagrajen zaradi svoje resnosti. In ker gre za zelo resno tematiko, sem se odločila povabiti enega skrajne resnega človeka, Jureta Godlerja. Točno tako. Zelo, zelo resnega človeka. In te lepo prosim, da nam ti poveš kakšno modro v zvezi z odraslostjo. Hvala lepa za vabilo najprej. Prosim. Zelo rad pridem v goste, sploh ko se pogovarjamo o zadevi, s katero se v celoti strinjam. Odraslost je res mit. To jaz povem z prve roke, ker včasih tako kompleksnih kot so, v katerih živimo, je enostavno toliko enih različnih poti in različnih psihoz, ki nas prepričujejo v neke stvari, recimo neke abstrakcije, in odraslost je neke vrste abstrakcija, ki so, ampak v bistvu jih ni, ampak so samo odraz nekih preteklih navad iz preteklosti, ki bi jih radi še zmeraj peljali v prihodnost. Recimo to, če povežemo s starostjo, ogromno ljudi recimo ima problemov, so stari 23-24 let in jih mori, nimamo hiše, nismo poročeni, nimamo otrok, nimamo kredita, to je pa treba zdaj narediti ta korak v smeri proti odraslosti. To se pravi, da si odrasel, če si poročen, imaš otroka, imaš avto, hišo, psa? In kredit. Aha, in kredit, seveda, brez tega ne gre. Tako, psa pa kredit, da mu mečeš ga kredit, da ga prinesem nazaj. Da se igraš z njim, s kreditom, namesto kosti. Ja, tako da jaz, če bi povezal z lastnimi izkušnjami, jaz nisem nekako še prestopil tega, nisem še dosegel pubertete, nisem še prišel v tiste leta, ko bi mutiral in to, in se še vedno počutim otroka, še vedno se počutim, ne vem, da bi Lego kocke zlagal. Jaz bom še na smrtni posli Lego kocke zlagal. Kdo je pa ta, ki nam bo rekel, zdaj si pa odrasel, zdaj pa več ne smeš zlagati, zdaj pa ne smeš več zlagati teh Lego kock. Jaz bom na smrtni posli bom rekel, Jure, čez 6 ur boš mrtev. Jaz bom rekel, hvala, ampak lahko najprej hiško zložim. Thanks. Pa bom pol umrl. Kdo je ta, ki nam bo rekel, ne smeš več Lego kock zlagati, ne? Jaz mislim, da se tak še ni rodil in se popolnoma strinjam s tabo in jaz bi z veseljem s tabo zlagala te Lego kocke. Se jih tudi bova. Jaz bom imel prek mesto. Jaz bom pa kakšne gradove. Gradove, tako, da bomo zložili celotno. V glavnem je res odraslost en mit in v tej knjigi mislim, da zelo lepo prikaže te klišeje, ki to v bistvu sploh niso, ker klišeji ogromnokrat dosežejo nek, bi rekel, stanje. Mislim, sam kliše je nekaj, kar morda niti ni najbolj nujno res, ampak klišeji so še kako resni in še kako vsakodnevno prisotni. Sploh pri temi, kot je odraslost, ki pa je sama tudi mit. A sva malo zafilozofirala? Ne, nisva. Jaz včasih se zgubim v lastnih idejah, tako da je skrajno zabavno prikazano te klišeji odraslosti. Jaz moram reči, da sem se na vsaki strani najdla in potem me je majčkeno zaskrbelo, ker mi je to pač sporočalo tudi o tem, da halo, kdaj boš pa ti kaj odrasla, sem se ujela v tisto zanko, veš, za trenutek. Odraslosti. Zdaj mi je odleglo, veš, po tem pogovoru s tabo se počutim veliko boljše in... Absolutno. Jaz Lego kock nisem sicer prinesel, tako da za gledalke in gledalce ne moramo kaj zložiti že zdaj. In dokazati, tako. Pokažemo samo izdelek. Tako, danes se samo pogovarjajo o tem, ne mora pa celoti dokazati, da nismo odrasla. Tako, bomo pa drugič. Tako. Dragi naši, poskusite še vi prepoznati to odraslost, če sploh je. In s stripom Odraslost je mit boste to lahko hitro ugotovili. Hvala lepa. Jure, hvala ti. Hvala za vabilo.